Čau, Alien in dobrodošli nazaj na Alien kanal. Welcome! Ne vem več, kako se usesti. Pa sem zdaj v fokusu. Dobar je. Današnji true crime se mi zdi, da je ful popularen, ker ste mi ga ful pošiljali iz TikToka. In ja, veš tekam, določeni primeri te na nek čuden način potegnejo, ker včasih govorimo o enem klavcu, ki je mogoče 40 ljudi ubil, jih in spremenil klobase in jih je prodajal drugim naprej in je ful bizarno, kakšni so ena smrt noter, tako kot v tem primeru, 16-letne Skylar Nice in preprosto je toliko žalosten, da ti pač ful pride bliz in fun fact, en fant mi poslal, da so tudi bili v kontaktu z njeno družino kasneje in se lahko tole sami preberete. Tu ful lepo izmenjava sporočila in naše zastave in podpisa naših športnikov. V glavnem ful lep primer, očitno povezan tudi z našo državo na nek način, tako da gre pa za true crime, obviously, in gre za rešen true crime in take imate najrajš. Zdaj z mojemu gledava neke primere te nerešene na Netflixu in on na koncu reče, to je brez veze, zakaj ni rešen? Pa jaz tako, zakaj hočeš, da je rešen? Mislim, valjda hočemo, da je rešen, ampak če ni rešen, je meni zanimivo v smislu, da ugibam, kaj bi se lahko zgodilo, ne? Ne, zakaj tega res ne marate? Ampak okej, I respect that. Še dan preden je bila Skylar Nice, to je tale punca, umorjena, je na Twitter tweetnila in v Twitterju bomo veliko govorili, ker so ves čas te punce nekaj tweetale, je tweetnila, tak shit počneš, da ti nikoli ne moram čist zaupati. Skylar Nice je bila 16-letna odličnjakinja s ful svetlo prihodnostjo. Vsi so imeli radi, imela je bogato družabno življenje, pa očitno tudi tragično. Rada je brala, bila je ful zvedava in imela je tudi v bistvu honorarno službo in delala je pri Wendy's. Če se ne motim, je to fast food. 6. julija 2012 se je to zgodilo, ko se je Skylar Nice izmuznila čez okno svoje spalnice in ušla ven. Vse skupaj to se dogaja v Star Cityju v zahodni Virginiji v Ameriki. Ven pa je ušla, da bi se dobila s svojima dvema najboljšima prijateljcima, ki ima bila ime Sheila in Rachel. V tej usodni noči se Skylar Nice nikoli več ni vrnila domov. Skylar Nice in Rachel so skupaj obiskovale srednjo šolo, severno od Morgantowna v zahodni Virginiji. Nice in pa Sheila sta se poznali, odkar sta bili stari 8 let, medtem ko sta potem Rachel naknadno spoznali v prvem letniku te srednje šole. Dvojica ne bi bila neločljiva, ves čas ne bi bile skupaj, s tem, da je v bistvu Skylar delovala kot neka njuna oporna točka, neka skala, kot nekdo, ki sta se vedno lahko obrnili k njej, glede čustvenih problemov, zaradi tega, ker so bili starši od in Rachel in Sheila v bistvu ločeni in sta očitno velikokrat imeli kakšne težke trenutke. Skylar je bila v bistvu edinka in tudi je bilo tako pri njih doma, da sta starša želela za njo vse najboljš. Ful so negovali njeno inteligenco in da je bila pridna in se učila in ful so jo spodbujali, da je bila samostojna. Mami od pokojne Skylar zdaj to komentira, kot da je bila Skylar taka, da je vedno želela Sheili pomagati na nek način ali pa jo rešiti, ker Sheila je bila pa značilna po tem, da je ves čas zahajala v težave, v probleme in delala konflikte in bila čist divja in podivjana in ves čas norosti počela v šoli in izven šole in potem je bila znana. Znana je bila kot ne kot troublemaker samo, ampak tudi kot ful zabavno. Vsi so imeli za najbolj zabavno punco ever. In tako sta se bili čisti kontrast, torej ful pridna, vrihtna Skylar in pa divja Sheila. Potem pa pride Rachel, ki je pa čisto nasprotje spet od Sheile. Rachel je bila pa ekstremno pobožna, imela je ful verne starše, ful vse cerkveno in hodila je tudi na te verske dogodke, tabore in vse to. Torej čisto nasprotje teh punc, ampak bile so pa neločljive. Mami torej od Skylar se spominja, kako je bila kdaj s Sheilo na telefonu in govorila, kao, dej ne bod neumna, ne počni tega, ne bi tok trapasta, tralala. Kar je še bolj žalostno in me kar mečkan boli, je to, da je bila Sheila toliko pogosto pri starših oziroma doma pri Skylar, toliko pogosto, toliko so se bili blizu, da je včasih samo uletela v hišo, še ni sploh trkala, ni govorila, kdo je, sam prišla je not in se počutila dobsno, kada je tam doma, a ne, toliko so si bili blizu. V bistvu to, da si očitno niso bile toliko cool in da so imeli med sabo neke spore in zamere je prišlo ven ravno zaradi social media, oziroma takrat je bil to predvsem zaradi Twitterja, ker so ves čas tweetale neke stvari in Skylar je veliko tweetala in sicer 31. maja 2012 je tweetala na ti dvolična prasica in očitno si prekleto neumna, če misliš, da tega ne bom izvedla. Ne vemo točno, kaj to pomeni. Drug tweet tiste pomladi je pisal, škoda, da moji prijatelji uživajo brez mene. Skylar se je očitno zdelo, da sta Rachel in Sheila postali ful boljši prijateljci tudi brez nje, oziroma sta se veliko družile brez nje in najbrž je bilo to res, a ne. Jaz se tudi spomnim, kako je pri teh letih, ker namesto, da bi si rekel, ok, ni važno, pač tako je, se dejansko sekiraš in si prepričan, da je problem v tebi in želiš to popraviti, namesto, da sam pač upreč in najdu
boljše prijatelje, a ne. Sheila in Skyler ne bi se ful veliko kregali, to so potem tudi povedali sošolci, naprimer. Rachel je enkrat bila na telefonu in je govorila z Sheilo, ampak je dala potem to na zvočnik in kazala drugim, da so slišali, kako sta se v ozadju oziroma na telefonu kregale torej med sabo Skyler in pa Sheila in v bistvu Sheila ni povedala, da je dala trojni klic, ne kako to sploh vključiš, da pač se vse med sabo slišijo in je poslušala tudi Rachel. Naprimer, take ful zahrbtne stvari, dobesedno, kakor da bi vzel iz Mean Girls filma, samo da je se ful bolj tragično končal. Torej, tistega dne, ko je Skyler zginila, je bil dan, ko so to zvedeli samo zaradi tega, ker je zamujala v službo in ona je bila tako pridna in nikdar ni zamujala, no, nikdar ni niti v službo zamujala in to je bilo ful nenavadno. In potem, ko sta starša prišla dam, sta videla, da jo dejansko ni in so jo začeli počasi iskati. Najprej še ne s tako paniko, kot pa potem skozi bolj, ne. Valjda starši hitro pomislijo, da bi deklica pobegnila, v tem primeru kot prvo tega nista mogla verjeti, drugo je pa doma pustila zelo take bistvene stvari, naprimer polnilec za telefon, dolgoletne torbice in tako naprej. Potem še ta isti dan, ko so že začeli postajati panični, je Sheila klicala mami od Skyler in je rekla, da ne more več tega zadržati zase, da so one po noč pobegnile, da je tudi pač valjda Skyler šla z njima, so se vozile po Star Cityju in da so kadile marihuano in da so jo potem proti jutru, ali ne vem kdaj že, odložile nazaj doma, ampak ne čist doma, ampak eno ulico preč, toliko da ne bi zbudile spečih staršev, obviously. Toliko smo vsi basically kdaj naredili, verjetno. V resnici je to za starše ful poslabšalo situacijo, ker je nekako zbil opcijo, da bi se nekje skrivala ali pa šla malo po svoje. V bistvu to bolj zveni potem že, kot da bi bila ugrabitev, veš, torej, kdo jo je pajsno potem med domom pa tisto ulico, a ne. In to je nekaj časa veljalo za resnico, policisti so načeloma verjeli, dokler kar naenkrat niso začele nastajati luknje v tej zgodbi. Sheila je trdila, da sta z Rachel pobrali Skyler ob 23. uri in jo odpeljali nazaj pred polnočjo. Ampak tukaj je bila luknja v sistemu, ker so imeli doma Skyler nadzorno kamero. Sicer je ful slaba, ful zrnata, ampak se razbere, da je dejansko pobral en svetlejši avto, neka limuzina siva. Skyler je v bistvu zapustila svoje stanovanje, jo vidimo, kako gre ob 12:30 zjutraj, torej ob 12:30 zjutraj. Avto se je odpeljal ob 12:45 zjutraj in potem jo nikoli več niso videli, torej ni več prišla nazaj v hišo, ni se videla na kameri, da bi prišla nazaj v hišo. Sheila in njena mama sta tudi 7. julija potem pomagali iskati dejansko njo kot pogrešano osebo, medtem ko je bila Rachel takrat na temu verskem katoliškem taboru. Kar naenkrat so začele na polno krožiti novice, da naj bi Skyler bila na eni hišni zabavi, na eni žurki srednješolski, kjer naj bi se ful drogirala in bila ful na drogah in naj bi se predozirala s kokainom in naj bi umrla. To so bile govorice in zato naj bi ljudje tam zapaničarali in naj bi potem truplo skrili. To so random govorice krožile. To je moglo biti res grozno za starše. Ampak tukaj je bila vpletena ena policistka Jessica, prav policistka iz Star Cityja, ki je zavohala tukaj nekaj, da ni okej. Pač instinkt je govoril, da to ni res. Problem je, da so bile zgodbe teh govoric tako dobesedne enake, noben je imel malo po svoje pa špekulacij, kot da bi se zmenila, veš. In policistka se je počutila, da se Sheila obnaša ful čudno, Rachel pa zgleda na smrt prestrašena, tako da nekaj ni okej. Ampak na tej točki niso imeli čisto nobenega upravičenega razloga za aretacijo in mogli so naprej samo raziskovati. Ampak tukaj spet pridejo v igro social media, ker kakor pravim, punce so ful objavljale. To popoldne, preden ne bi Skyler izginila, je tweetnila in napisala pač na Twitter: razočarana, ker moram biti spet doma. V bistvu, kada bi hotela pojamrati, zakva se spet ne družita z mano. V bistvu je bila tako malo drama queen, res, da namesto da bi šla preč od teh dveh prasic. En dan prej je bila pa tista objava, ki sem jo prej povedala, toliko sranja delaš, da ti nikoli ne morem čist zaupati. In lik zaradi teh objav je ratalo dokaj jasno tudi policiji, ker so jim mladi tudi to namignali, da pač res niso v redu razumela. Chris Berry je bil državen policist, ki je bil potem kasneje avgusta dodeljen temu primeru in on je od nekdaj verjel, da pač tisti pravi storilci, sploh če so tako mladi kot te dve punce, ne morata biti dolg časa tih. Ena opcija je, da se bosta hotele povržnati s tem, druga opcija je pa pač, da ena se zlomila in povedala. Ampak se je ful dobro znajdel in je ustvaril lažen karakter na social media, tacga ful privlačnega fanta iz njune srednje šole in se je v bistvu tudi z njima direktno povezal, ker je upal, da mu katera kaj izdala. In prek tega izmišljenega fanta so nekako ugotovili, da se Sheila obnaša ful igrivo in okej in veselo, medtem ko Rachel je pa čisto prestrašena in tiha in zadržana online, torej, kada jo nekaj na polno matra. Sheila se je v bistvu obnašala tako normalno in tako basic, da je kar objavila še skupno fotko z Rachel in tako čisto. No, veš, da nisi čisto okej, če to počneš, če si nekoga lih ubil in nisi tako kot Rachel, pač si čisto
psihopat. In da njune objave, ena od 5. novembra 2012 je rekla: "Nihče na tem svetu ne more obladovati mene in Rachel, če misliš, da lahko se motiš." Sta pa tudi one dve punce začele počasi prek social media dobivati sporočila in obtožbe, ki so jih baje spravljale v živce, ali pa vsaj predvsem Rachel, ki je bila že res na pol prelomljena. In to, da jih bojo itak prejslej, pač bojo ugotovili, da sta one dve storilke in da sta ubile Skylar. Tudi njuni prijatelji so se začeli počasi umikati od njih, tako da sta bile skozi bolj odvisne ena od druge in same. Potem je tudi ta preiskovalec Barry počasi prišel do ugotovitve, da je tisti avto na tem zrnatem posnetku, da je v bistvu pripadal Sheili. Potem so se oblasti odločile, da bodo valjda pogledale še posnetke nadzornih kamer iz bližnjih podjetij, da vidijo, v katero smer, če ne drugega, je ta avto šel, in prišli so do prve zanimive ugotovitve, ker če sta one dve rekle, da so šli tja pa tja, in sicer v njihovem primeru na vzhod, so šli v bistvu na drugo smer, in sicer na zahod, torej sta lagale. Zakaj? So celo našli ta isti avto v Blackstonu, zahodni Virginiji. Ampak na tej točki še vedno nimajo dovolj, da jih obtožijo. Stres in očitno napor prikrivanja je torej 28. decembra 2012 načel Rachel. Do te mere, da je končno obstaja prav telefonski klic, ko njena mami kriči v telefon: "Dajte ukrepati, moje hčerki se je zmešali, teče po ulici, kriči, tolče, ne vemo, kva narediti z njo." In v bistvu, ja, to je bila Rachel v svojem očitno paniki, psihičnemu zlomu, ko pač ni mogla več zadržati, in tako se je pripeljala na policijo in ona je bila pripravljena priznati. Rachel je povedala, da sta Skylar zabodle. Kar je mogoče najbolj žalostno v tem primeru je to, da je priznala Rachel na tej točki, da sta umor načrtovali en mesec prej. En mesec prej. Kar pomeni, da sta imela v avtu pripravljen vse, kar je možno. Torej, ena je doma vzela 2 noža, druga je vzela dejansko belilo, torej bleach, da boste potem spucali karkoli bi bilo potrebno spucati in tako naprej. Torej, popolnoma hladno načrtovan umor. Torej, ko sta Skylar pobrali, je Skylar bila v prepričanju, da so jo samo vozile okrog in kadile, oziroma ne bi obljubile, da bojo šle približno uro preč eno tako zbirališče mladih, kjer je tako nič posebenega, v bistvu je samo ob cesti, tako dol klanc travnika gleda tako naprej, in potem so ponovadi se otroci tam baje zbirali in kadili in hangala, ne, ali pa karkoli so že počeli. In one naj bi šle tja in so se lepo usedle in naj bi skadile tisti joint, ki so ga imele doma pripravljenega. In kar naenkrat so se tako pošlatili in so rekli: "Opala, nimamo vžigalnika." In najbolj bizarno pri tem je, da vžigalnik, to je bilo vse tako načrtovano, da one so namerno pozabile vžigalnik v avto, zato da bi lahko Skylar spet izkoristila, rekla: "Ej, daj pet ga ti iskati," in ko bi ona ostala, a ne, naj bi jo one dve zabodle. In to se je tudi zgodilo. Skylar je ostala, da bo šla po vžigalnik v avto, in ko je ostala, sta rekle 1, 2, 3 in na 3 sta jo zabodle. In Skylar valjda še takoj ni umrla, v paniki je laufala naprej, one dve sta jo lovile, spet vrgle na tla, mislim, da jo je Rachel držala in Sheila potem zabadala. Pa njene zadnje besede naj bi bile, da je dejansko vprašala, zakaj to počneta. Vmes enkrat sta ji tudi zabodle v koleno, toliko, da bi nehala bežati. In potem, ko policija vpraša te dve punce zakaj, oziroma ko so Rachel vprašale zakaj, ona samo reče: "Ni nama bila všeč." Začetek januarja 2013 je končno Rachel odpeljala policiste v te podeželske gozdove, kjer sta potem stili truplo in ga zakopali, če se ne motim. Ko jih je pripeljala, tja je bil že tak sneg in nisem mogla točno spomniti, kje naj bi truplo bilo. V bistvu je še, mislim, da 5 tednov trajalo ali 2 tedna, preden so truplo našli. In ko so truplo našli, je bilo v bistvu to že razpadlo in v slabem stanju, zaradi vseh okoliščin, da so rabili ogromno časa, preden so ga sploh lahko identificirali kot truplo od Skylar. Je bilo pa to označeno kot neprepoznavno truplo 16-letnika. Neke vzorce krvi iz prtljažnika od avta od Sheile so potem končno identificirali skupaj s Sheilo in so tudi jo aretirali 1. maja 2013 na parkirišču restauracije Cracker Barrel. Ona je bila obtožena umora 1. stopnje in krivdo je priznala januarja šele 2014. Prejela pa dosmrtno ječo z možnostjo pogojnega izpusta po 15 letih, medtem ko Rachel je bila pa kriva umora 2. stopnje in je prejela 30-letno kazen. David Niss, torej oče od Skylar, pravi, da punci sta pa čista zloba, čista živali in pa da sta bolani in da si ne bi zaslužili nobenega pogojnega izpusta nikakor. Mislim, da nisem li gledala nasploh kaj sojenja, sploh ne, če je bilo kje zavideti, ampak da se je Sheila še smejala na koncu oziroma posmehovala predvsem v sojenju in pač ne vem, staršem ali komu, kar je čist bizarno. Žalujoča oče vem, da je pa še pogosto obiskoval to drevo, kjer naj bi potem spodaj našli
njegovo hčerko in da je v bistvu želel, kakor se le da, cel primer obrniti v nekaj dobrega in mislim, da mu je tudi uspel, zaradi tega, ker je res cel svet zvedel za to. In država je potem zaradi njega sprejela Skylerjev zakon, kar pomeni, da vsakič država izda Amber, opozorila Amber za vse pogrešane otroke, takoj ko zginejo, tudi če ni slutnje, da so nujno ugrabljeni. Torej, da je takoj panika oziroma iskanje, preden bi dejansko, ne vem, bližji dokazi, da je mogoče nekaj hudo narobe. To dejansko Skyler ne bi rešilo, ker je bila takrat že mrtva, prej bi oni Amber sprožali, ampak komu pa mogoče bo pomagalo. Tako da nekaj dobrega je vam prišlo. In ja, tudi ta video, ki ste si ga ful dolgo želeli, upam, da vam je bil zanimiv primer, tako kot meni. Hvala, ki ste ga predlagali. Še naprej predlagajte stvari. Za enkrat Alien Mama out, ker je zdaj to snemam že 100 let, pa še vedno imam te obrvi, ki so malo scary, ampak to gre pa dol, tako 6%, tako da ni panike. Pridni bote, radi se imejte. Alien Mama out. Aj, čau. Bye.